Ok, zdaj glih kar je dropal trailer za Kung Fu Panda 4 in sem si prav rekla, tole moram narediti live reakcijo. 3 ure nazaj je bil releasan in jaz obožujem Kung Fu Pando, teda bom zdaj reaktala na kaj bo v 4-ki, tako na hiter, kaj so pomembne stvari. Ok, dajmo začeti. O moj bog. Kdo? Ta shot, oh my god. Mislim, vse visually je drugačno, sploh DreamWorks, sploh s Kung Fu Pando res next level, ampak mislim, da, wow, tale Peach Tree izgleda neverjetno dober. Predvidevam, da je to nov villain. Oh moj bog, Tai Lung is back. Oh my god, Tai Lung bo spet, jaz ga obožujem. To bo še en nov, predvidevam. Hudo, kača. Ni kača, kuščar je, ker ima roke, pa rep, pa tale character design. Oh, wow. Še en je dobro zgledal, ampak tole je pa. Kameleon je, nice. Wow. Mislim, vizualno je pač ta risanka res next level. To je tudi nek nov karakter, ki je cute as hell. Wow. Wow. Dejansko je Ke Huy Quan, obožujem. Jaz sem instantly in love. Wow. We're not so different. Všeč mi je, da je dejansko villain, ki je res originalna ideja, pač kameleon, ki se lahko pač pretvori v druge bojevnike, prevzame njihove moči, meni je to ful dober, teda sem kar excited, da vidim tole, ker ima potencial biti dejansko dober film, ker je že 4. in vseeno ponavadi, ker pač grejo naprej filmi več delov, ko je, slabši so. Tole ima pa potencial, da bo dober, edino skrbi me pač, ki so Tigrica, Kača, Žerjav, kdo je še? Pa Bogomolka? Kje zapomni? Se jih je 4, ali jih je 5. Wow! What? I'm gonna kick my butt. Pa všeč mi je tale dizajn, ki je chameleon skin gor. Jaz po mojem imam visoka pričakovanja od tega filma. In sem excited. Daj pa pride 8. marca 2024. Ok, dejansko 3 mesece. Amazing. Komaj čakam. Moram se spraviti spet nazaj delati filmske revije, ker ful uživam v tem in jokala bom, please. Kung Fu Panda 4 bo dober film, please. Ok, dan sem bila na eno sestanku, na kjerega sem ful zamujala, ker težave z avtom. No, zdaj lahko naredim vlog 1 leto kasneje, ker imamo identičen problem. Akumulator se je izpraznil in ni bil Jure kriv. Čeprav je bil avto, ki se je avto ugasnil. Spal sem, pa spal. Itak ne bi nič naredil. Ale, to 2-0. Wow, 2-0. Še enkrat, jas. No, glavnem avto dela, ampak long story short, jaz sem šla na terapijo, prišla dol, pustila sem avto vžgan, pa Jure tam noter v avto in avto je bil ugasnjen. Sem mislila pač, ja, Jure je ugasnil avto. Sajk, avto si samo ugasnil, ker se je moj akumulator spraznil. V glavnem, zdaj sem prišla domov in delam si une čapagetije, ki sem jih zadnjič kupila v supermarketu. To vrečko vam lahko pokažem, ko sem že stran vrgla. In že dolgo nisem teh nudlov jedla, tako da se ful veselim, ker bojo delicious. Evo, ti so malo bolj taki široki rezanci. In also, jaz vedno pač s palčkami mešam, kadar delam nudelce, ker mi je lažje. Pa tudi jem skozi palčkami večinoma doma. Čeprav, kind of, ne vem, kje so se palčke. Ta predal moram pospraviti. Yikes. Drugač imam pa na splošno danes dan za čiščenje, tako da bom celo stanovanje pospravila, ker se nama zdajle zadnje par dni ni dalo, pa iskreno ni najbolj niti doma. Zdajle sem pospravila že kuhno in končno sem pospravila tale The Pink Stuff, ki pa je honestly samo malo dražji arf. Mislim, nič posebnega ni. Zdaj čakam še Scrub Daddy, da bom pač sprobala. Iskreno do zdaj jaz sem uporabljala tele gobice, te bele, ki so amazing, pač dobesedno se spucajo. Edino pač ful se zrabijo, zato bo verjetno Scrub Daddy boljš, pa malo bolj dejansko scrubbat, to je bolj za polishing. Sej dober spuca, sam test je bolj za scrubbat. Ne vem, zakaj zdaj o pucanju govorim, ampak tam si pač tak dan. Evo, zdaj bom počakala, da tale voda vsaj izpari in pa bom dala noter tele vrečke, ki so zraven. Po moje tole lažje zdaj. Evo moje nudelce, tekle izgledajo in zelo so delicious. Zdaj danes ni Jureta, zaradi tega, ker je šel nekima za šiht. Zdaj pa sem sama in sama jem.
Ti nudli so res tako dobri. Moji najljubši nudli. Danes testiram, mami si je kupila pa novega Dysona, ima črno škatlo in ta čuden nastav, ki meni čist ni glih jasno, ampak ni dober. In zdaj ta ima te, ki dejansko okolo obrneš, imaš pa samo enega, pa fuz dolgi, mislim, moj mokre lase malo kaj bildeš. Primer Dyson in si rekla, veš kaj, si je naredila frizuro. No, kak je te Dyson? Odličen. Ano da se splača. Ja. Mislim, nimam nobene kode za popust, ampak niti nimam sodelovanja, to ni plačano. The best je, pač the best. Moj frufru je grozen, že veš. Halo, človek, ki je naredil ta Dyson. Izjemna ženska. Obožujete. Ziher je bil kak frizer. Ja. Po moje je bila kakšna tak gospodinja, ki se ji ni dalo doma frizure delati. Frizer ziher ne bi tega naredil za doma. To krade službe frizerjem. V redu bo. Frufruja ne moram več popraviti, ampak laski so pokvitno. Zamenjama. Ne. Nič to dajce. Dobro, nisem se nekaj ful potrudila, ampak whatever. Imam lep skranči. Ja. Ok, danes drugače je prišel ven Threads, ki je meni najbolj random aplikacija in mi je v bistvu dala vedeti, da sem že stara in da se mi ne da učiti novih aplikacij, ker še vedno samo pogrešam Tumblr. Ok, a lahko Threads postane nov Tumblr in smo sam fangirls tam in to je to. Ampak ja, pejte me followat na Threads, I guess. Eno objavo sem že naredila, če bom pa še kaj več, pa še ne vem, ker ne vidim smisla. Pač, a nimaš na YouTubeu like profile posts, a veš, ko objavljaš na profil in to je basically to. Štekam, we hate Twitter now. We don't need a new app, ok? Jaz sem že TikTok sem rabila 3 leta, da sem ga pogrundala. A pa to sem sam jaz sem stara in pač ne vem, kaj pomeni giat, tako da dajmo vprašanje prebrati, ok? Drugač moja družina ni imela meni težav z YouTubeom zaradi tega, ker first of all, ko sem jaz začela, sem v bistvu začela, ko YouTubea še sploh ni bilo. Sem še vseeno otrok interneta, ker sem rekla, na Tumblru sem bila takrat največ, pa sem imela pa svoj blog, pa ne vem kaj vse, sicer ga nobeden ni follow, ampak. In pa v bistvu, ko je prišel YouTube, je bil en tak moj kotiček in sej mama pa fater sta itak pač vedela za to in sta pač pogledala moje travel vloge, ko smo zatem hodila na MotoGP in s tem sem pač v bistvu začela. In pa kasneje, itak, ko sem jaz začela malo bolj redno to delati, sem bila itak stara že 18, teda pač starša nista imela nič kaj, mislim, nič kaj takega nisem objavljala. Imela sta načeloma čist pač v pogledu to, nikoli ni bilo nobenega problema. Je pa res, da sem jaz že malo starejša, res nisem začela z rednimi objavami pred 13, ker ko sem jaz stara 13, YouTube še tak basically sploh ni bilo. Drugač, ful vam hvala za vse komentarje glede psihoterapije, ali pa, ker ste napisali, da imate tudi vi kakšne težave. Zdaj pač ja, probala bom malo več govoriti o tem, ampak po novem letu, ker zdaj moram vlogmas končati. Zakaj solo gaming imam v planu po novem letu tudi začeti malo več snemati. Zdaj sem končno po 26 letih pogruntala, kako se dejansko igra Simse. Tako da bom verjetno naredila vsaj en video, v bistvu, kako zares igrati The Sims 4. Tak, ne samo ko narediš, creataš Simsa in pol narediš neko bajtico in si fertik. Ampak tak, ko delaš različne challenge noter, mislim, da zdaj tek se ful začela zanimati in malo bolj razumem igrico, ker prej je bila vedno pač narediš par karakterov in to je to, nikoli ne daš službe. Nikoli, ne vem, jaz sem zdaj naredila pa en svet, ki je kompletno off the grid in pa sem mogla štrom si sama narediti. V bistvu sem vzela naredila sem The Sims Minecraft. O tem po novem letu na Solo Gaming zaenkrat pač ja, moram končati vlogmas. To so drugače vsi komentarji za danes, ker ni bilo nobenih res novih, da bi bilo kaj zanimivega. Če ste kaj vprašali, pa da nisem tukaj odgovorila, pejte pogledati prejšnje vloge, pa sem mogoče že prej povedala. Kjera je najljubša hrana iz Japonske, sem verjetno v teh vlogmasih povedala že najmanj milijonkrat. Onigiri. V glavnem, to je to za danes. Upam, da ste uživali in kakor vedno, vidimo se jutri. Lepo se imejte, veliko se smejte. Čau! You better watch out, you better not cry. You better not call on yours, Jedi. The Empire is coming to town. We have a Death Star, we've tested it twice, tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this.